Hvala, Luka. Ja, tukaj v studiu oziroma na terenu bo zdaj gajstno, tako da se mi vidimo po tem. Prav? S prometom. Se gledamo. Ja, gajsten, to je pridevnik, ki pomeni sposoben, delaven, zagnan, z vnemo oziroma duhom, dušo za stvar. To je v bistvu pridevnik, ki odlično opiše Gajsten band in njihovo delo. Domen, Vid, Martin in Primož so gajstni fantje, ki so pred kratkim tudi izdali nov singel. Zakaj? Mislim, ne zakaj so ga izdali, ampak zakaj se imenuje pač. To je naslov komada. Zakaj so ga izdali, pa še marsikaj drugega, pa bo za nas na terenu pred Cankarjevim domom poizvedela naša Gala. Pogovarjala se bo s kitaristom in pevcem Martinom Gombocem ter bobnarjem Domnom Mirtičem Dolencem. Predtem pa si vsi skupaj poslušajmo, če bo zdaj le možno, zakaj videospot, oziroma bomo kasneje pogledali videospot. Najprej pozdravim Galo, Martina in Domna. Ja, Maša, najlepša hvala za tale uvod in za pozdrave. Z mano sta tukaj dva gajstna fanta, lepo pozdravljena. Živijo. Ja, dajmo kar začeti takoj na začetku Gajsten band. Zakaj Gajsten in kdo in kako se je spomnil tega imena? Zakaj Gajsten? Ja, mislim, Gajsten pomeni tako malo tak zabaven, neustrašen mogoče tudi, kar bi rekel, da smo. Mogoče zaradi tega, zakaj tak ime, mislim, da smo se drugače vozili iz nekega špila, pa smo se pozgovarjali o imenih, pa en rekel Gajsten band, pa smo bili tako, okej, pač v redu in od takrat smo pač Gajsten band. To je taka zgodba v bistvu. Super. Zdaj, Domen, ti si bobnar, Martin, ti si kitarist, imate pa še enkrat tok benda. Kdo so to in kaj je njun izgovor, da jo danes ni z nami? Ja, v bistvu polovica benda danes manjka, torej basist in pa ta glaven pevc Primož od Domna brat. Primož ima lih šiht, je učitelj. Vid se je pa lih vrnil iz najvišje gore v Avstriji, je hribolazec, tako da. Se mora še malo aklimatizirati nazaj na tole vročino, ne? Smo mu dali malo pauze, si zaslužil, se mi zdi. Tako da, ja. Super. Koliko časa pa ste že skupaj takole gajstni in kako se je začelo? Ja, takole gajstni, Martin, koliko bi rekla, 2 let? Približno. 2019. Jaz sem pa po moje še enkrat toliko zraven, torej 4 leta približno. Začelo se je vse skupaj na pedagoški fakulteti, kjer je pač tudi moj brat študiral. Tam sta se spoznala s tem Vidom, basistom, pa so nekaj časa vodili pač en band. Mislim, da so bili Primož in Utrujeni profesori, nekaj takega. Pa je tisto šlo, so dobili nek špil in pa jim je manjkalo, ker so razpadali in je rekel, da malo bi prišel špilati. Pa sem rekel, dobro, zaenkrat, ker jaz nisem rad nastopal. Sem rekel, dobro, enkrat bomo, ampak to je tako enkrat in nikoli več. In pa sem pa ostal zraven in od takrat vozimo. 4 leta kasneje, zdaj pred Cankarjevim domom. Tako. In danes, ja, smo pred Cankarjevim domom in nedavno je izšel vaš singel. Ampak zdaj je tale Cankarjev dom CD, je to kakšen namig, da se obeta tudi CD? Ja, v bistvu do CD-ja nam manjka še precej komadov. Ene, dva po mojem imamo, tako da do CD-ja bo še kar malo za počakati, ampak bo pa enkrat. Super. In pa morda še pač niste igrali v Cankarjevem domu, ampak ne dvomimo, da je to zdaj samo še vprašanje časa. Kje pa vas lahko največkrat vidimo in slišimo in za koga pa kakšno glasbo vi sploh igrate? Ja, v bistvu. Hvala ti. V bistvu mi igramo od narodno-zabavne glasbe do rock glasbe, do priredb, vse živo, vse kar je. Igramo pa na porokah, na veselicah, v bistvu vse, kar imate, 50-letnice, 40-letnice, karkoli imate, bomo mi pošpilali, pa žurko naredili, tako da, če rabite kaj za miren večer, tudi to lahko. Tako da vse živo. Imamo tudi različne stile, različne okuse za glasbo in nas to mora biti dela nekako raznolike, da lahko pošpilamo veliko glasbe. Pač največ igramo polet, tukaj je pač ta turistična sezona in največ dogodkov in tako se pač največ v bistvu igra. Zdaj, ker nimamo toliko svoje še glasbe, ker še nastaja, pa smo res bolj, kot je Martin rekel, bolj za kakšne take dogodke, prireditve, pa kakšne privat zadeve. To je to.
Ampak nekaj pa je tudi svoje glasbe in nastal je tudi videospot za komad Zakaj. Zdaj, zakaj pa je nastal komad Zakaj? Ja, v bistvu jaz sem napisal besedilo že par let nazaj, tako malo v hecu. Zdaj pa smo se dogovarjali, da bi naredili končno spet en svoj komad in sem pač to predlagal. In je iz tega zelo lepo neki ratel. Smo ga dodelali, Primož se je tudi zelo potrudil z miksom. Jaz sem animacijo tudi naredil in smo si rekli, zakaj pa ne, pa smo ga izdali. Ja, odlično. In zdaj, če se režija z menoj strinja, jaz predlagam, da tale videospot kar pogledamo, tako da vabljeni k poslušanju komada in ogledu videospota. Mi pa se gledamo spet po oglasih. Ko iz spanca se zbudim, zvoni kar 5-krat mi budilka, da nazaj ne zaspim. Zakaj je prepovedano nasaditi travo? Zakaj za praznike obeša vsak svojo zastavo? Pa zakaj, pa zato, tole na več škole šlo. Tokrat rekel sem zakaj, da že na žulce si grem zelo. Pa tu slabo sem spal, ali zato, ker je bil mlaj. Zdaj pa pišem tako mat, pa še kar ne vem zakaj. Zakaj pa ne, če ukradel bi štacuno, si dobil bi me. Zakaj pa ja pojem tako mat, zato ker me naučiti se ne da. Zakaj pa ne, če ukradel bi štacuno, si dobil bi me. Zakaj pa ja pojem tako mat, zato ker me naučiti se ne da. Da furaš avto, moraš imeti spit. Eni znajo furat stop, pa ne morajo ga narediti. Zakaj jaz toliko delam, daj pol, ko mi gor stojim, po pa rečejo, pil si, maj se vrti. Nisem pil, nisem kriv, ne kadil, ne ubil, le komad sem naredil in pa rošče sem zalil. Ko vprašajo me stari, kako ti kaj gre, poslušajte refren, ker ta vse vam pove. Zakaj pa ne, če ukradel bi štacuno, si dobil bi me. Zakaj pa ja pojem tako mat, zato ker me na šiht se ne da. Zakaj pa ne, če ukradel bi štacuno, si dobil bi me. Zakaj pa ja pojem tako mat, zato ker me na šiht se ne da. Ukradel bi štacuno, si dobil bi me. Zakaj pa ja pojem tako mat, zato ker me se ne da. Zakaj pa ne, če ukradel bi štacuno, si dobil bi me. Zakaj pa ja pojem tako mat, zato ker me se ne da. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Nahajam se pred Cankarjevim domom, z menoj sta gajstna fanta iz gajstnega benda. Pa zdaj smo v bistvu pred oglasi slišali vaš komad Zakaj. Še en komad je pa To je moj raj. Kaj je ta komad, kaj predstavlja in kako je prišlo do tega, da ste ga ustvarili? To je zdaj v bistvu vprašanje bolj za Primoža, kot ga danes ni. V bistvu on je pisal To je moj raj kot bodoči učitelj, pripoveduje v bistvu, da je njemu raj biti z otroki in tako naprej, da v bistvu rad poučuje. In je potem to postala kot neka himna za vse pefovce oziroma pedagoge. In smo pač v bistvu snemali potem na pedagoški fakulteti tukaj po Ljubljani. Tak zelo zanimiva izkušnja, moram reči. Tak en večji snemalen dan, prav konkreten projekt. Se mi zdi, da je bila pač res tako, dokaj uspešna zadeva. Pa se je prijela, jo poznajo vsi pefovci?
Zdaj ne vem več, ampak takrat je bilo pa zelo popularno. Takrat se je pač poznal po celem PEF-u. Zdaj kako je pa trenutno pa ne vem. Ne bi bilo, da bi vsakič, ko pridejo bruci, da ne bi se to predvajalo. Tako da v bistvu še vse je neka himna, tako da ne bi jo kdorkoli, ki pride na PEF, slišal. Vsaj enkrat, tako. Tako da upamo, da se tudi obdržilo naprej. Super, jaz navijam za to. Mislim, da jo ravno slišijo gledalci tudi v ozadju. Zdaj pa poleg teh vaših avtorskih komadov večinoma izvajate coverje. Zdaj, mogoče malce nerodno vprašanje, ampak kjer komad vam je tisti najboljši, ki ga, ne vem, najbolj zažigate, ljudje ponorijo, ko ga slišijo v vaši izvedbi? Ja, pa meni osebno je vsak komad nekaj posebenega, tako da v vsakmu nekako probaš uživati oziroma uživaš. Drugač pa kakšen rock meni najbolj sede, no. Pa se mi zdi, da tudi najbolj zažge poj. Kako pa je, zdaj prej smo govorili o tem, kje igrate na porokah, tudi na kakšni veselici, kateri dogodki vas, kaj bi rekla, bolj privlačijo, česa se res veselite, kje ste pa bolj tako, ne, spet moram iti na eno poroko. Jaz bi rekel, da se vsega veselimo, ker radi špilamo, radi igramo, ker uživamo v muziki. Tako da nič nam ni tako, da zdaj, ne, spet tega, ne, tako da, ker tudi radi igramo, smo zelo veseli, tudi če dobimo karkoli. Meni osebno so mogoče veselice ljubše, zato ker, dobro, se trajajo približno isto, ampak to, ker ni pač toliko privat, ker je več ljudi in tako naprej. Meni je zaradi tega to ljubše, no. Se mi zdi, da je boljše vzdušje. Za Martina pa ne vem, mogoče bo drugače. Bo še ti? Ja, meni so pa recimo poroke malo ljubše, kaj pa vem. Vsaka stvar je posebej lepa, ne, to gde. Super, zdaj to so nekaj zadev, ki jih že izvajate. Kaj pa, če bi bila omejitev ne bo, pa niti ne bo, ne, kaj so vaše želje za naprej, kje si želite nastopati, kaj bi želeli ustvarjati? Kaj pa vem, nafilati stožice, to obvezno, ampak dobro, to so zdaj te želje. Ampak časa imamo po mojem še dosti, pa potem kakšna turneja mora biti. Sicer bi mogli mora biti kakšno malo bolj angleško izvedbo tudi komadov narediti za kakšno turnejo, ampak se mi zdi, da Slovenska turneja, sama slovenska turneja tudi ne bi bila, ne šloh, bi rekel. Tudi če bi po Sloveniji lahko, mislim pa slovenskimi komadi, še raj vidim, da imamo po Sloveniji turnejo, da se pa ceni slovensko glasbo, raj to vidim. Čeprav meni pa niso stožice toliko, meni so pa križanke bolj všeč, kot pa stožice. Ja, najbolj da kar oboje. Najprej mogoče križanke, pa še stožice. Ampak dajmo zdaj še malo se pogovoriti o tem, kako potekajo vaše vaje. A vi delujete v Ljubljani, a se družite tudi izven teh vaj, ali je vaš odnos v bendu bolj sam tako profesionalen? Ja, v bistvu 3 člani Domen, jaz in pa Primož smo iz Mojstrane, Vit je iz Lesc. Tako da vadimo v Mojstrani ponovadi, poj predvajam, ne vem, se malo podružimo, kaj pojemo, malo za frkancije, to. Tako da, ja, na morju smo bili tudi lansko leto skupaj, v hribe gremo kdaj, tako da druženje je tudi kar skupnega, ker dosti se mi zdi zadnje cajte. Pa se mi tudi zdi dobro za nek team building, da se tudi tako izven špilov pa to družimo. Kaj bo mogoče kakšni idoli, tako mogoče vaši osebni ali pa tudi za bend? Ja, za meni osebno kot bend, recimo kakšen Toto, to je meni tak stil. Drugače pa kot bobnar, poj Dennis Chambers, zdaj verjetno ga ljudje ne bodo glih poznali, ki je bolj jazzer. Tudi Steve Porcaro, ki je bil pri Toto, mi je tak osebno kar en od idolov. In potem se kaj zgleduješ po njegovem stilu ali sam pač on je res ti kul? Mislim, težko, ker jazz je tako nekje v nebesih za igrati, ampak če bi enkrat prišel vsaj blizu neke take stopnje, bo že wow, ne. Super. Kaj pa mogoče s tvoje strani? Ja, jaz sem pa bolj za kakšen rock, kakšen reggae, tako sem že rekel. Mi je zelo všeč, da imamo raznolike stile, da poj, uravnotežimo to pa. Ja, fanta, jaz se vama na tej točki zahvaljujem za tale naš pogovor in bi mogoče vprašala še, če imate kakšno zadnje sporočilo za naše gledalce, kakšno popotnico. Ja, karkoli imate, če rabite špil, nas pokličite, pa naredimo žurt, kot smo rekli.
Ne, nas pridejo poslušati, če bodo nas kaj zasledili, imamo Facebook, Instagram, to. Tako da ja, če se imate radi, nas pridite poslušati. Tako. No, to sta bila Martin in Domen iz Geisten benda, izpred Cankarjevega doma vas vse najlepše pozdravljamo. Vi pa ostanite z nami, saj se po oglasih vas čaka še en zanimiv pogovor. Se gledamo!